Hvala lepa. Dobrodošli ti, ki še vztrajamo na tej točki. Mi smo pri zasnovi današnjega posveta se odločili, da je prav ta vidik malo drugačnega pogleda tisti, ki ga je potrebno najbolj poudariti, poleg seveda tega, kar je bilo zjutraj že povedano. Tako da smo povabili sogovornike, ki nam bi pomagali predstaviti primere in potenciale inovativnih trajnostnih rešitev, ki predvsem ali nadomeščajo ali pa optimizirajo obstoječo infrastrukturo. In kot prvo z iztočnico je zanimiv čist terminološka definicija. Mi v izhodišču zjutraj posveta nismo se sploh pogovarjali o tem, kaj razumemo pod tem, ko nekdo reče infrastruktura. Pa bi samo rada opozorila na razlikovanje v slovenskem jeziku. Slovenski slovar v izhodišču govori o tem, da gre v bistvu za to, kar se sicer imenuje trda infrastruktura, da gre za nekaj fizičnega, dočim pa angleška definicija pojma pa že v izhodišču postavlja, da gre za fizične ali organizacijske, kot vidimo, podporo za delovanje potem družbe, podjetij, organizacij in tako naprej. Tako da tukaj nas predvsem zanima to širjenje tega polja pojma infrastruktura. Za izhodišče bi rada tole shemo vam predstavila, kjer čas reševanja problemov, iskanja rešitev teče seveda od leve proti desni in v prvi fazi razpiramo rešitve, iščemo čim širši nabor rešitev za reševanje nekega določenega problema. S tem, da moram reči, da kaj je vprašanje oziroma izhodiščni problem, ni vedno tako očitno. Da včasih moramo iti 3 korake nazaj za pravo definicijo problema, da res ugotovimo, v čem je problem in v čem so rešitve. In to bomo tudi tukaj nekako želeli ilustrirati. Potem, skratka, širok nabor širokih alternativnih rešitev, potem presekamo, potem pa se začne urejevanje, analiza, presojanje, primerjava in dokončno pridemo do prave odločitve. Tako da v tem smislu se zdaj gibljamo v tej prvi, kjer bi radi, da še marsikateri razmislek tudi v Sloveniji še ponovno razpremo. To, kar je bilo na prejšnji shemi, je ena linija morda trde infrastrukture, bi bila, kar lahko rečemo. Zato. Tako da en sodobnejši pristop pa bi bil, da je pa grajena infrastruktura lahko samo ena od rešitev. Tako da bi razgrnili celo palačo možnih rešitev za nek določen problem, nek določen izziv in tukaj smo zbrani iz zelo različnih področij. Tako da nas zanima, kako lahko različna področja, kot so recimo ekosistemska znanja, kot so naprimer inženirski inovativni pristopi, kot so nove tehnologije, informacijsko-komunikacijske, kako lahko prostorsko načrtovanje in kako lahko združimo te alternativne rešitve. Tako da jaz bi kar povabila kot prvo dr. Tjašo Bulc, da bi iz ekosistemskega stališča nam predstavila pogled na rešitve, če vzamemo ekosisteme kot eno inspiracijo za trajnostno delovanje družbe.
Torej, ja, mi vedno o tem razmišljamo, kaj infrastruktura pravzaprav je in sama sodelujem večinoma v teh velikih raziskovalnih projektih. Trenutno imamo enega, z katerega je tudi tale slikca, in sicer TURAS, kjer gre za 15 mest, kjer pravzaprav na enak način gledamo prihodnost, so mesta prihodnosti ali zelena mesta. In seveda ob tem, in če današnjo razpravo nekako jo vidim še vedno tako, da se pogovarjamo zelo ločeno, kaj je transport, kaj je energija in kaj je pravzaprav vse ostalo. In še vedno ne vidim tega, kar pravzaprav tudi Evropa je zdaj že prepoznala, da ko gledamo kakršnokoli ali objekt ali mesto ali naselje ali vas, moramo razmišljati, kaj pride noter, hkrati z hrano, z energijo, z transportom in z nekimi drugimi dobrinami za človeka in kaj od tega bo šlo ven nazaj v okolje, ker se nam bo prej ali slej to vrnilo. V seveda luči klimatskih sprememb in seveda danes moramo zaključevati zanke, gledamo vsako tako stvar in mesto kot zaključevanje teh masnih tokov in ne moramo govoriti o transportu brez energije, o hrani tudi brez energije in samo o energiji brez ostalega tudi ne. To pomeni, da tudi največje inovativne stvari se dogajajo ravno na stičišču teh v bistvu sektorjev ali področji in pravzaprav tudi Evropska unija želi, da imamo projekte, kjer delujemo vsi skupaj in ne moramo več projekta prijavljati za tako velike stvari samo ali gradbeniki ali samo biologi ali karkoli, ampak vedno je glavna inovativnost na obstoječih znanjih, ki jih je dovolj na teh presečiščih. Seveda, sama se ukvarjam z zeleno infrastrukturo, tudi skupaj z mestom Ljubljana in z Lurom, torej urbanistično ljubljansko regijo, v okviru tega projekta, kjer pravzaprav začenjamo mehčati, da razmišljamo, kaj pa nam voda pomeni, kaj pa nam pomeni ta energija ali pa transport. Seveda nam pomeni parkovne površine, ki so lahko ozelenjene, ampak in prinašajo pravzaprav dobro človeku. V vseh teh današnjih razgovorih je meni vedno prišla misel, kje pa je zdaj tukaj človek, kaj pravzaprav delamo zaradi človeka samega. In to je tisti korak včasih, ko moramo 3 korake iti nazaj, da pomislimo, ali je to res smiselno za človeka, ali je smiselno, da bomo imeli vedno več energije, vedno več transporta. Trajnostni razvoj namreč ni vedno samo rast. In mislim, da je tukaj potrebno nekako včasih razmisliti, zakaj pa delamo in da v bistvu ocene na zdravje so mogoče prva prioriteta pri vsaki infrastrukturni rešitvi, bodisi da so to veliki ali mali projekti. Torej jaz bi s tem samo zaključila. Ja. In to so v bistvu, sami delamo tudi z mestom Rotterdamom, no, in pravzaprav v tem konceptu vidimo vse te klimatske spremembe, en velik in pozitivni izziv za ogromno dobrih praks, ki jih lahko prinašamo v Slovenijo, izmenjujemo, ne samo prenašamo, vse znanja je tukaj veliko, ko pravzaprav delamo vse te infrastrukture za končno v tem, za ta well-being, da se bo človek dobro počutil. In nekako razumemo tudi razvoj teh mest, kot mi jih imenujemo metabolizem mest, ker nam je pravzaprav to blizu. Metabolizem kot človeka, ki nekaj poje in izloča, ravno tako so mesta zelo podobne, delajo kot metabolizem. In to je blizu vsakemu človeku. In smisel dobrih projektov je, da vsak človek najde svoje mesto v teh projektih. Da se to ne dogaja nekaj izven, ampak so te uspešni projekti, ki jih je recimo Rotterdam v 10 letih že izgradil kot poplavna varnost in je v tej poplavnem izzivu oziroma bodoči katastrofi najdel ogromno izzivov, da je spremenil neke parkovne površine, ki so hkrati tudi poplavni zadrževalniki, v večnamenske objekte, v rekreacijske poti, v neke učne poti, v neko biodiverziteto, ker veste, stabilnost ekosistema je zelo dinamičen proces in ko govorimo o resilience ali odpornosti mest, moramo zelo izhajati iz tega, kaj ekosistem pravzaprav je in če je pester in če je veliko pestrosti, ne samo rastlinskih in živalskih, govorimo o tehnoloških rešitvah, o različnih objektih, potem pravzaprav ta sistem zaniha, ko pride neka motnja, ki jo imenujemo kot recimo klimatska sprememba, ampak se hkrati hitro spravi v ravnotežje. In tako razmišljamo v tej zeleni infrastrukturi, ki jo zdaj mesta jemljajo pravzaprav kot svoj
cilj se je tudi Evropska unija zdaj dala razpisek od 2017, kjer pravimo, da bomo delali pametna mesta na naravni ali naravo posnemajočih rešitvah. S tem zaključujem. Hvala lepa. Hvala, Tjaša. Mi imamo čisto kratke predstavitve, potem pa bo malo pogovor stekel s tem, da bomo pa tudi skrajšali glede na to, da že s celim dogodkom precej zamujamo. V moje veliko veselje je pa, da lahko zdaj povabim za ilustracijo temu, kar je bilo zdaj povedano že na konkretnem primeru. Namreč lansko leto je, mislim, da se zgodil nekaj, kar je bilo spregledano precej v javnosti kot en pomemben preobrat, da je en velik akter naredil ta preskok, o katerem tukaj zdaj govorimo. Tako da Janko Kramžar, direktor Snage in tudi predsednik GZS Združenja Zbornice komunalnega gospodarstva. Pozdrav vseh treh imenih. Jaz bom razpravo mogoče spustil na bolj banalen nivo iz vsega tega akademskega in na nivo dejansko iz tega prometne pa energetske visoke sfere na to drugo komunalno, kjer konec koncev poslujem. In tukaj se postavlja osnovno vprašanje, ko se pogovarjamo o investicijah, o infrastrukturi, vsi vemo, da morajo biti umeščene v neke strategije. Strategije je pa vedno težje delati. Zakaj? Zaradi tega, ker vedno manj vemo, kaj se bo dejansko jutri zgodilo. In kaj bi lahko bil odgovor, tak banalen, najbolj enostaven, je to, da se probamo odločati tako, da vseeno ugotovimo neke zakonitosti za bodočnost, hkrati pa vse odločitve, ki jih sprejemamo, poskušamo sprejemati take, da so čim bolj prilagodljive. Vključno z odločitvami o nekih investicijah, vključno z odločitvami o nekih infrastrukturnih velikih objektih, skratka, da so najprej prilagodljive znotraj samega projekta in hkrati, da z samo svojo umestitvijo ne postavljajo celotnega sistema bolj rigidnega. Praktičen primer, ki je bil omenjen, smo skušali narediti v tej centralni ljubljanski regiji, namreč na področju odpadkov res ne vemo, kaj se bo čez 20 let z odpadki dogajalo, ampak neka zakonitost pa je, ki velja in ki verjamemo, da bo veljala tudi v bodočnosti, skratki, da bo ta osnovna izraba toliko pomembna, kot je danes in da bo kvečen še bolj pomembna, kot je danes, ker resursov imamo omejeno število, skratka, vrednost teh resursov bo verjetno v bodočnosti rasla. In zdaj, če imamo neke 2 ali pa 3 poti, kako z odpadki, ki pa so resursi, ravnati, potem je energetska izraba ali pa sežigalnica tisti način ravnanja, ker mi ta resurs enkrat uporabimo. Če govorimo o neki ponovni uporabi, snovni izrabi in tako naprej, potem je to način, kjer ta resurs večkrat uporabimo. Zelo enostaven, ne trdim, da je tako na vseh ostalih področjih, ampak tukaj je bilo to neko glavno gonilo naše odločitve, da se dejansko v lanskem letu mesto Ljubljana in še 3 ostale slovenske občine pridružile organizaciji Zero Waste Europe in kjer so s tem tudi simbolno pokazala, da se na nek način odpovedujejo sežigalnicam in dajo prioritete drugim načinom ravnanja z odpadki. In to resno, ne samo na papirju. In to je bil tudi eden izmed, bom rekel, kamenčkom v tem mozaiku, ki je pripomogel k temu, da je Ljubljana lani postala zelena prestolnica Evrope. Namreč, Ljubljana je bila prvo glavno mesto evropsko, ki se je pridružilo tej organizaciji Zero Waste Europe. Zakaj ne bi bili še na drugih področjih prvi? Ne vem, provokativno, zakaj ne bi bila Slovenija prva država, ki bi se pridružila tej organizaciji? In to je bila v bistvu tista točka, kjer smo mi probali na tem zagovoru pravzaprav neko slabost v svojo prednost predstaviti. Namreč, ta mesta, ki so bila v štartu pred nami, so imela sežigalnice, mi smo pa dokazovali, da v bodočnosti bodo oni imeli več problemov z doseganjem okoljskih ciljev, z izrabo resursov kot mi, ki tega nimamo. To pa je pomenilo, da smo se tudi mi kot izvajalci Snaga smo si postavili neke prioritete in smo se začeli ukvarjati za področji, ki se
jih v preteklosti nismo za tako imenovanimi mehkimi področji, tako da smo zdaj v snagi tisti, ki vas nagovarjamo kot uporabnike, da nakupujete premišljeno, da kupujete proizvode, ki trajajo dalj časa, da proizvode ponovno uporabljate, etc. Na nek način pravzaprav sami sebe streljamo v koleno, bi lahko nekdo ugotovil, ker vas navajamo na to, da proizvajate manj odpadkov. Ampak v smislu trajnostnega razvoja mi ocenjujemo, da je to priložnost tudi za podjetje, predvsem za dolgoročno poslovanje podjetja in ocenjujemo to kot prednost. Poleg teh projektov, ki smo ga recimo zdaj nadomestili, obstajajo pa na tem komunalnem področju pa objekti, za katere verjamemo, da so trajnostni. En izmed teh objektov je ta regijski center za predelavo odpadkov, ki je tudi v konceptu Zero Waste pač razmišljanja, ker bo v bistvu en del teh biorazgradljivih odpadkov predelal v koristne surovine. Ker verjamemo v to, smo to našo akcijo prenesli tudi na državni nivo. Skratka, v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva smo sprožili akcijo Skupaj za boljšo družbo, kjer na državnem nivoju spodbujamo to, kar sem že rekel, preprečevanje nastajanja odpadkov, smotrno potrošništvo, ponovno uporabo, redesign, vse stvari, ki so na papirjih v vseh prioritetah v evropskih državah. Mislim pa, da v realnosti jih je pa še pravzaprav relativno malo in kolegi, ki skrbijo za oskrbo z vodo, vas navajajo k temu, da pijete vodo iz pipe. No, tukaj je pa njihov ekonomski model se poklaplja tudi z gospodarskim modelom. Ampak od zadaj je škodljivost plastenk, etc. Jaz bi s tem končal. Samo eno zadevo bi še, kar nisem imel namena reči, spodbudil me je pa gospod Damjan. Namreč v postopku strateškega razmišljanja se vedno bolj uveljavlja razmislek, da poleg nekih analitičnih tehnik in analitičnega razmišljanja, da je potreben tudi nek intuitiven razmislek in intuitivna odločitev. Nekaj sem prebral člankov na to temo. Zdaj to, kar pa naprej pa sam nadaljujem. Zato pa, da nekdo intuitivno se odloča, pa mislim, da mora biti tudi dovolj samostojen, da mora biti dovolj suveren, da mora biti dovolj razgledan, da mora biti dovolj pogumen, da mora biti dovolj samozavesten. In to je tisto, kar se mi zdi, da v Sloveniji vsem nam manjka, in tega jamranja o tem, kako smo Slovenci slabi in kako morajo vse drugi nam povedati, kako moramo delati. Jaz imam tega dovolj in želel bi si, da je tega zavedanja, da smo Slovenci vsaj toliko dobri, kot so tujci, na vsakem takem skupu več. Hvala lepa. Janko, hvala. In drugo leto Ljubljana seveda tudi Evropska zelena prestolnica. Zdaj, če nadaljujemo to linijo, eno področje, kjer lahko pričakujemo inovativne preboje, bo predstavil sopobudnik tega dogodka tukaj, magister Remec, sicer seveda tudi inženir, poleg tega, da je predsednik Inženirske zbornice Slovenije. Zanima nas tole, evolucija inženirske stroke in celotni inženirski ciklus projekta in seveda vloga inženirstva. No, zdaj pa še malo bolj seveda sproščeno prej, a se sliši se? V uvodu seveda smo se ukvarjali vsi skupaj bolj na političnem nivoju, zdaj govorim predvsem kot inženir, poleg teh seveda prostočasnih funkcij v Slovenski in Evropski zbornici dnevno delam kot vodim inštitut razvojni v Vani Trimo. In tam se pač soočamo
tam si se začel spraševati, kaj je inženirstvo, kaj je vloga inženirstva in pa predvsem inovacij za razvoj podjetja. In inženirstvo, če odmislimo politiko, je v centru dogajanja, namreč iz družbe in narave prihajajo potrebe, tudi viri. In inženirstvo s pomočjo znanosti, znanja, ki ga dobiva od znanosti in pa tehnologija, ki zagotavlja orodja, seveda te potrebe zadovoljuje s proizvodi in pa z drugimi koristmi. In to seveda, to je tisto jedro, ki ustvarja denar. In vsaka pametna politika seveda bi se morala iz tega izhajati in iz tega generirati tudi razvoj tako gospodarstva, države, družbe in manj se posluževati vseh mogočih obvodov s finančnimi in drugačnimi inovacijami, kateri smo bili priča v preteklosti večkrat. Inženirstvo pa seveda je tisto, ki potrebuje nek dodaten pospešek in to je inovativnost. Inovativnost je bila že omenjena, to mi je bilo všeč, da ravno ta presečna inovativnost med različnimi strokami daje tisti nov zagon in nove pospeške. Seveda, če gledamo nazaj od konca 18. stoletja, prvi val vse te industrijske revolucije, ki so se dogajale in zdaj jezdimo že šesti ta zadnji val s trajnostnim razvojem, z obnovljivimi energijami in pa zelenimi nanotehnologijami. In seveda vse to gre hitreje in hitreje. Verjetno res pozabljamo tudi na človeka, na nas same in pa seveda, ker nas vse to peha naprej. In prav je, da se tudi v smislu humanosti večkrat zamislimo, kaj je smisel življenja in kaj je smisel vsega tega napredka. Kar se tiče projektov, jaz sem že na začetku omenil prej v tistem političnem delu, da je seveda kaj lahko inženirske storitve inovativne, poudarjam inovativne, in pa kakovostna projektna dokumentacija lahko predvsem v začetku, se pravi v prvi fazi vseh teh investicijskih procesov lahko največ pripomorejo k zniževanju cene in pa seveda k čim boljšim rešitvam, ki so v korist vseh udeležencev, vseh deležnikov projekta. In pa seveda obravnavanje, celovito obravnavanje stroškov v celotni življenjski dobi, to je tisto, ki lahko teoretično v celotnem ciklu do odstranitve da tudi več kot 50% manjše stroške. In ni ključna samo investicija v tistem trenutku, ko prevežemo trak, kar seveda politiki seveda najbolj cenijo in tudi vsi se ponavadi pogovarjamo o teh stroških. Če se vrnem nazaj k tem mojem dnevnem delovanju, kako sem se vprašal pred 5 leti, namreč cilj sem dobil, da razvijemo nekaj res novega v gradbeništvu in glede na to, da je energetska poraba energije bila en tistih ključnih podatkov, 40% se porabi energije v gradbeništvu, smo si zadali cilj, da na fasadah naredimo nek preboj in predvsem na tem transparentnem delu fasad. Tam so izgube največje in arhitekti imajo radi transparentne stavbe, večina stavb v Sloveniji in Evropi je pa z enojnim termopanom preko fasade, kjer energija praktično teče skozi okno. In v teh 5 letih smo razvili en res dober fasadni sistem, tako netransparenten kot transparenten, ki zagotavlja praktično 2-krat boljše tako toplotne kot tudi zvočne karakteristike. In seveda zdaj smo v tej fazi, ko se prebijamo na mednarodne trge z nekaj referencami doma in v tujini. Zdaj podjetje Trimo v teh težkih časih seveda se tudi hkrati prodaja. Banke kot lastniki seveda niso dolgoročni tisti strateški lastniki in se soočamo s tem, kako težko je v gradbeništvu narediti tak preboj. To zahteva precej velika tako finančna sredstva kot obvladovanje vseh teh deležnikov, od medijev do politike, da lahko prebijaš neko revolucijo, narediš na področju gradbeništva, ki je izjemno konzervativna gradbena panoga, gospodarska panoga. Tako da zdaj smo bili na sejmu BAU z izjemno dobrimi odzivi v Münchnu
In seveda zdaj gremo tem našim ciljem še z večjim veseljem nasproti. Upam pa, no, da bo tudi v Sloveniji kakšna nova stavba, predvsem javna stavba zgrajena z temi produkti, ki zagotavljajo seveda lahko praktično transparentne stavbe v pasivnem standardu. To je moj prispevek, več pa v nadaljevanju. Aplavz za uspeh vašega produkta. Če nadaljujemo na tej liniji tehnologije nove, kot rečeno, predstavitev na to temo, bom jaz samo čisto na kratko, dr. Marko Bajec iz Fakultete za računalništvo in informatiko, vam bom samo v par besedah povedala, kaj je v pogovoru z menoj v njegovem kabinetu mi začrtal kot 3 področja, kjer bi lahko prišlo do nekih zanimivih zadev. Eno je internet stvari, kjer lahko spremljamo gibanje, dogajanje, celo do naših lastnih organizmov, alternative zdravljenju. Aplikacija tudi pametna mesta oziroma pametnejša mesta, kjer imamo lahko spremljanje, krmiljenje tudi na področju energije, optimizacije, povpraševanja in proizvodnje in tako naprej, in pa pametna proizvodnja. In prav na tej točki sva se zapletla v pogovor na to temo, namreč Nemčija gre v celoti na standard industrija 4.0, ki je pametna proizvodnja, in bo nemška industrija to pričakovala tudi od vseh dobaviteljev. Slovenija tukaj res močno zaostaja in sva se spraševala o tem, kaj bo pomagalo proizvajalcem, če bodo imeli dobro cestno povezavo, če pa bodo izgubili trg zaradi tega, ker ne bodo tehnološkemu preboju uspeli slediti. Tako da eno področje, ki kot vemo se izjemno hitro razvija, če pogledate na seznam najbogatejših Slovencev, vidite, da je tam največ priložnosti v smislu gospodarskih nekih potencialov, pa tudi v smislu kakovosti življenja. Tako da to je področje tehnologij. Bi pa preskočili na področje prostorskih rešitev, ki je precej bolj celovito, tako da vabim Majo Simoneti k predstavitvi zdaj prostorsko načrtovanje, začela bi s tem, da prostorsko načrtovanje je v svojem bistvu naravnano strateško in trajnostno. Ljudje smo si pravzaprav zmislili prostorsko načrtovanje oziroma smo ga nekako artikulirali kot potrebno dejavnost zaradi potrebe po usklajevanju različnih rab prostora. In zelo kmalu je tudi v bistvu bilo že vključeno varstvo okolja, tako da je potem ta trajnostni krog, skrbi za človeka, za razvoj in tudi okolje bil sklenjen v tej dejavnosti, ki ni sama sebi namen, ki je namenjena temu, da podpira pravzaprav razvoj. Te slike starega materijala za podporo strategiji razvoja Slovenije v letu 1974 so tukaj z razlogom. Izrazito aktualne so. Rada bi povedala, da kljub temu, da smo v dobi inovativnosti in novosti in večje kompleksnosti, kot je sicer vladala takrat, so nekatere stvari večne. In prostorsko načrtovanje je pravzaprav ena taka dejavnost, ki je pravzaprav sorazmerno tradicionalna in večna nekje v svojem bistvu. Prizadeva si za optimizacijo razvoja dejavnosti v prostoru. Optimizacijo z vidika pričakovanj posameznega interesa, ki se želi umestiti v prostor, ampak tudi z vidika njegovih vplivov na okolje, vplivov na človeka in tudi na gospodarstvo, ne samo tisto ozko vezano na investicijo, pač pa tudi posrednih vplivov. In seveda kot tako deluje na strateški ravni, na dolgi rok, na velikem merilu in tudi podrobno v detalj, tudi v življenjskih ciklusih projektov.
Bistvo prostorskega načrtovanja je to, da pravzaprav vse delo, potrebno delo ali pa družbeno koristno delo opravi v času, ko škode še niso zelo velike, ko še ne pride do nepovratnih posegov v prostor, ko še ne sprejmemo odločitev, ki so potem tiste odločitve 5 milijard, 10 milijard, ne moramo več nazaj, 20 smo že vložili, moramo iti naprej s projektom. Ono je naravnano tako, da dovolj zgodaj, če je prav vodeno tudi transparentno, vodi do informiranih odločitev, ki so nek rezultat družbenega konsenza. Zdaj, kaj je inovativno v prostorskem načrtovanju? Kaj je stvar današnjega časa? Ključna in najnovejša paradigma prostorskega načrtovanja je seveda njegova odprtost. Korak naprej k transparentnosti. V resnici vključevanje vseh udeležencev zelo nediskriminatorno, ne na račun tega, da bi izgubili občutek za to, kaj delamo, da bi pozabili, kaj je cilj procesa, v katerega smo stopili, pa vendar z eno jasno namero, da v bistvu ne gre samo za demokracijo in legitimnost odločitev, ampak gre seveda za legalnost odločitev, ampak gre za legitimnost, kar je bistveno globlji pojem in kar pripelje do odgovornosti uporabnikov, če hočete, do poistovetenja vseh z sprejetimi odločitvami in ima tudi številne posredne koristi, se pravi, posameznik poseg ne koristi samo cilju, ki ga je spodbudil, ampak daje tudi posredne koristi. In zato seveda prostorsko načrtovanje zelo podpira namero vlade po pripravi nove strategije in ga rahlo skrbi, ko predsednik vlade reče, da želi, da pohitimo od besed k dejanjem. Zdi se nam, da trenutno še ni konsenza o tem, kam bi radi prišli in bi želeli, da odprto ne samo razpravljamo zaradi razpravljanja, pač pa tudi poskrbimo, da bomo skupaj soodločali in potem tudi seveda pri aplikaciji sodelovali. V trajnostnem smislu prostorsko-načrtovalski bom rekla, poziv je tak, da, kot rečeno, nekatere čist tradicionalne stvari, tirni promet, so še vedno zelo aktualne. Če med strateške projekte države umestimo železnico v centralnem delu Ljubljane, ki je na tem T5 koridorju in jo lahko z manjšimi investicijami preverjeno posodobimo in uvedemo taktni promet in sprožimo, da bo 100.000 potnikov iz avtomobilov začelo resno razmišljati, bo spodbujeno, da bodo razmišljali, da bodo iz avta stopili na železniški tir, seveda bomo s tem tudi, bom rekla, tovornemu prometu pomagali, naredimo veliko stvar. Zato je v letu 1974 se k temu nagovarjali lahko s karikaturami, danes, čas kompleksnosti in inovativnih sistemov, k temu nagovarja ena javna peticija, s katero želi družba sporočiti vladi, naj prisluhne resnim projektom. Projekt je zanimiv ne zato, ker je transportni klasičen projekt, ampak tudi zato, ker pravzaprav spodbuja v tem smislu malih investicij na obstoječi infrastrukturi, dvig pretočnosti in v bistvu učinke na prometni ravni. Mi pa vsi vemo, da je sestop iz avta na tirni promet seveda ima velike učinke seveda tudi na zdravje, na psihofizično zdravje teh uporabnikov, ki bodo spremenili navade in to zdravje potem vpliva tudi na gospodarske in druge učinke, da o okoljskih učinkih takih sprememb v prometnih navadah sploh ne govorim. Moj zadnji poudarek ali pa prispevek na to temo pa je seveda ta, da če se že sprašujemo, kaj vse je infrastruktura, imam jaz tukaj pač provokativno idejo, da je seveda tudi več kot tretjina države, ki jo visoko vrednotimo, zato ker je posebne vrednosti ali zaradi ohranjenosti narave ali zaradi ohranjenosti kulturne dediščine, seveda tudi določene vrste infrastruktura, ki je razvojno lahko še kako zanimiva. Naj ilustriram. Namesto modelov upravljanja, v katerih s to infrastrukturo upravljamo sektorsko skozi en pogled, kot kulturno krajino, kot ohranjeno naravo, lahko seveda na to pogledamo tudi tako, da začnemo odprto, transparentno in vključujoče upravljati s sodelovanjem tistih, ki so lastniki zemljišč, tistih, ki v prostoru delujejo. Končujem s tole sliko, ki kaže krajinski park Ljubljansko barje. Predno smo ga ustanovili,
smo podpirali to ustanavljanje in ko smo govorili o mejah, te zgornje 3 rumene slike kažejo, kako se bi lahko ta meja do mesta Ljubljane odpirala oziroma zapirala. Naša pobuda je bila, da krajinski park seže čisto do avtocestnega obroča, da vključi Snago in sigurno smo bili že takrat malo, bom rekla, vizionarski, smo že videli prihajajočo močnega partnerja, ki je okoljsko dovolj ozaveščen, da bi bil seveda lahko ravno tako dobro deloval v krajinskem parku, kot seveda danes deluje tudi na njegovi meji. Hvala. Hvala, Maja. In zdaj na tej okrogli mizi ste se srečala po mnogih letih. Raziskovanje alternativ, dr. Matej Ogrin, če nekako eno sintezo na konkretnih primerih. Ja, dober dan, še z moje strani. Predno začnem s 3 konkretnimi primeri ne uvajanja inovativnih tehnologij, ampak mogoče samo malo drugačnega načina razmišljanja, bi podal nekaj izhodišč o teh tako imenovanih velikih infrastrukturnih projektih, s katerimi se v Cipri Slovenija, pa tudi v planu B skušamo ukvarjati. Naša opaska je, da slovenski razvojni dokumenti še zmeraj temeljijo na tem izhodišču neskončne rasti. Vse bo raslo preko vseh mej, vse se bo povečevalo, vse Slovenija se prostorsko ne bo povečevala, tudi demografsko. Mislim, da vemo, kam približno pašemo, tudi dan bo imel še zmeri 24 ur, vse bo pa raslo. V naravi naravne neskončne ekosistemske rasti ni. In prej, ko bomo to dojeli, lažje bomo lahko začeli razmišljati tudi o drugih konceptih upravljanja posameznih sistemov. Seveda, ta vzorec je treba nujno pretrgati ne samo na lokalni ravni, ampak seveda predvsem pri odločevalcih, spravi pri glavi. Danes smo imeli tukaj tudi glavo, žalost je že odšla, ampak sem prepričan, da bojo prej mogli tudi do tega spoznanja priti. Ko to nekako zaprepadaš, potem kar naenkrat vidiš cel spekter rešitev, ki so se nam do takrat zdele v glavnem nemogoče ali pa ne sprejemljive. In pri teh velikih projektih zelo pogosto pogrešamo to ugnezdenost v druge resorske strategije, načrte. Skratka, nekako vsi sektori poveličujejo svoj pomen z projekti, ki nažalost ne služijo širšemu spektru. In iz tega izhaja potem tudi ta, se mi zdi, kar kroničen ali pa paranoičen, nekritičen pristop do velikih projektov in seveda pomanjkanja resne konstruktivne razprave o možnih alternativah. Pa začnimo kar pri projektu, ki je v prometni resoluciji omenjen kot še zadnje 2 problema slovenskega prometnega križa. Poglejte, najprej se vprašimo, da ta slika je seveda sposojena iz naše polpretekle zgodovine Šentviškega predora, ampak poglejte, zakaj se je sploh problematiziral Karavanški predor. Z zastoji, narejen je bil leta 1990, bistveno hitreje je naraščal promet skozi zaradi družbeno-političnih dogodkov v 90-ih letih, ampak zdaj smo mi tam nekje, ko je prišel do zgornje meje obremenitve. Poleti, lansko leto ne, ker je bilo veliko dežja, ampak poleti se dogajajo občasne zapore, ker ga Avstrijci že zapirajo zaradi preobremenjenosti in takrat prihaja do pritiskov seveda na upravljavce, na Dars, na državo, kaj s tem predorom narediti. In takrat tudi pod tem pritiskom se je spostavila ta tudi podpis, dogovor prometnega ministra z koroško vlado, da tam nekje do 2017-2019 stečejo postopki umeščanja in na koncu tudi izgradnje, ampak vendarle, poglejte, vsi pozabimo, da imamo zahodno od Ljubljane 4 mejne prehode, ki bi komod v poletnih konicah servisirali prometu iz Nemčije na Jadran za potniški promet, za nekaj vikendov, 500 vozil na dan, hkrati ne gre pa tovorni promet seveda skozi predor. Mimogrede, ljubelski mejni prehod je imel že v 16. stoletju predor in je takrat veljal za zadnji problem prometnega reševanja Alp. Ampak s tem bi mi prihranili, kot smo slišali danes, približno 130 milijonov evrov, ki bi jih komot iz kohezije spravili v železnico ali v trajnostne sisteme in to rešitev predstavili seveda nekoč
Sloveniji, pa slovenskim časom bolj naklonjenim razmeram. Ampak težava je spet v tem, da se sploh ne odpre razprava. Pozabljamo, da imamo manj kot nekaj 100 metrov stran več kot 100 let star predor, Hrušica, železniški predor, ki sploh niti niso pripravljeni projekti, ni to razprava, kako bomo renovirali, pa smo danes že od gospoda Damjana in tudi prej, pa že jutra poslušamo, da so železnice prioriteta. Podobno je z bohinjsko progo in tako naprej. Skratka, ni resne razprave o alternativah in nekako se nam prodaja ta umetna potreba po novi gradnji tega drugega karavanškega predora. Sej, je pa res, sej nam bo pasal, ko bo narejen, ker tak je v resnici skoraj pol leta zaprt, ker ga skozi prenavlja. Ampak pustimo zdaj to. Potem naslednja stvar, ki je tudi omenjena v prometni resoluciji, je seveda širitev ljubljanske obvoznice. Sicer jo že malo bolj problematizirajo, pa mogoče ja, mogoče ne, ampak dajmo se vprašati, komu služi širitev ljubljanske obvoznice? Ali služi decentralizaciji? Ali služi policentrizmu? Ali služi razvijanju Ljubljane kot zelenega mesta Evrope? Ali služi tranzitu? Da. Ali služi vinjetnemu sistemu pobiranja, ki je neekonomičen? Da. Ali služi tovornemu prometu na avtocestah? Da, ki je neekonomičen. Ne odpremo razprave, kako za isti denar povečati dostopnost Ljubljane za dnevne migrante, za študente, seveda z drugimi sredstvi, nikakor pa recimo po tem klasičnem vidiku gradnje novih in novih kapacitet cestnega prometa. No in potem imam pa še en primer, pa bom pol zaključil. Tole sta pa dva primera dobre prakse iz Alp, kako so se na nek način uprli gradnji novih avtocest. To sta dolini Finžgav in pa Pustriška dolina, Pustertal. To sta dve dolini iz Bolcana pa Merana. Ena gre na severovzhod proti Avstriji, proti Dravi, to je ta Pustriška dolina, druga proti Švici. In najprej so v Pustriški dolini, oziroma v Finžgavu, za 115 milijonov evrov naredili, prenovili staro, tako rekoč zaprto železniško progo, ki je v 3 letih prišla na 2 milijona potnikov. Slovenske železnice prevozijo 15 milijonov potnikov, če se nam to. S tem so zadovoljili potrebe. To je 60 km dolga proga po dnevni mobilnosti. Proga je postala turističen dejavnik. In investicija je bila primerna z obvoznico, ki so jo tudi naredili, namreč to je obvoznica, ki obide vasi in kraje v dolini. Cena je bila primerljiva, tudi 115 milijonov. No in na podlagi te dobre prakse so v Pustriški dolini, ki gre tam mimo Kronplaca in gor proti Avstriji, odprli razpravo, ko so hoteli narediti novo cesto, so lokalne iniciative ob tej predvideni trasi odprli razpravo, ali potrebujemo novo cesto, ali morda po zgledu sosednje doline odprti novo razpravo in preusmeriti energijo in seveda tudi sredstva v kaj drugega. In na referendumu izmed 4 rešitev je v resnici zmagala tista rešitev, kjer so se ljudje odločili za 75% celotnega investicijskega cikla namestiti v javni promet in 25% v obnovo cestnega omrežja. Ampak spet, odprla se je razprava, odprle so se možnosti in seveda odprla se je tudi nekaj take, jaz pravim temu večkrat, medgeneracijska odgovornost do nekega prostora. Namreč v tej naši Sloveniji na področju prometa imamo vse preveč, se zanašamo na te tako imenovane začasne rešitve, in to je tudi ena kronična zgodba. Poglejte, že ljubljanska potniška postaja je bila začasna, pa imamo še danes. Vinjetni sistem je bil začasen, pa bo še zelo dolg časa začasen. In vedno znova nam to začasnost vsiljujejo bodisi ali z nekimi evropskimi sredstvi ali z neko nujo, da se potem seveda to postane vsakdanja praksa. Tako da, kar je mogoče poudariti tukaj v inovativnosti, je ta pristop, usmerjenost k cilju neki dolgi medgeneracijski odgovornosti, pa sedaj predvsem usklajevanje teh ciljev trajnostnosti z konkretnimi primeri v resorju. Hvala, Matej. Jaz bi želela zdaj v tem omizju narediti samo en krog z enim vprašanjem.
Preden damo potem prostor odprtemu forumu, kjer bojo prišli tudi občinstvo do besede. Namreč glede na zakoreninjenost tega tunelskega razmišljanja v Sloveniji, kako lahko spodbudimo ta preskok miselni, pa bi morda kar pri Snagi in Janko pri vas začela, kako je prišlo pravzaprav do tega aha momenta, ki je lahko zdaj za Slovenijo in za Evropo nek zgled. Pa bi tudi druge potem prosila, če bi lahko, glede na svoje izkušnje, ki jih imate, ki so uspešne, ne, ali pa tako, kako lahko spodbudimo ta preskok. Ja, jaz bom spet bolj banalen kot ne. Izhajam iz tistega, ko sem govoril o strategiji in o negotovosti in da je dejstvo, da so samo te spremembe tiste, za katere lahko rečemo, da se bojo zgodile in ni druge rešitve, kot da te svoje strategije vsako leto ali pa večkrat na leto skozi testiraš. In pravim, da jih lahko testiraš in da si lahko prilagodljiv, moraš iskati take variante, ki so čim manj rigidne in ki ti čim bolj omogočajo to prilagodljivost. Zdaj pravim, jaz ne bi rad bil tukaj preveč pameten pa rekel, da je to model za vse dejavnosti ali pa celo za neke kompleksne modele, ampak včasih se mi zdi pa, da kakšne stvari preveč zakompliciramo pa se ne odločimo takrat, ki je zelo enostavno. No, tudi, ne vem, na primeru tega predstavitvi ki jo je imel gospod Damijan, za tistimi izračuni meni jasen, kako se ni že zdavnaj odločil. Torej, moj primer konkreten je recimo večnamenski poplavni zadrževalnik, ker se ukvarjamo tu s tem vidikom, torej vode kot četrti problem, je pravzaprav, ko smo se odprli različnim sektorjem pa različnim področjem, je to postajala ena zelo zanimiva zgodba, da en poplavni zadrževalnik, ki je seveda primarno namenjeno varovanju pred poplavami, ko voda odteče, se spremeni to v en zelo zanimiv objekt, kjer lahko pravzaprav to vodo, ko počasi odteka, celo očistimo in s tem zavarujemo vodotoke, ker pač prihaja tja tudi onesnažena voda iz zaledja, potem z recimo rastlinsko čistilno napravo ali nekimi ekromedicinskimi segmenti. Potem, ko voda seveda tudi nekaj jo zastaja, postane to zelo biodiverzitetno zanimivo področje, kjer pač seveda za naravo samo je zelo dobro, če vode enkrat je veliko in enkrat manj. To je pač neka naravna zakonitost, ki v bistvu pravzaprav pomaga k rasti nekaterim rastlinam. In se tam razvijajo recimo ne samo zanimivo rastlinstvo, tudi živalstvo, recimo ptiči so tam postali zelo zanimivi, ampak to se vse dogaja v urbanem okolju. In v končni fazi iz tega nastane neka rekreacijska pot, lahko tudi učna pot, da ob tem, ko tečeš čez tisti velik objekt, lahko pač opazuješ vse te elemente. In potem bolj razumeš, kaj se ti dogaja pred očmi, bolj boš razumel in lažje spremenil tudi sam pri sebi. Ker vendar vse, kar se danes pogovarjamo, delamo za človeka. In zato se je nujno treba vprašati pravzaprav, kaj je res tisto, kar nam prinaša. In naša izkušnja je bila pravzaprav v tem, ko delamo za človeka in ko se odpiramo različnim področjem, se je recimo potem ta zadrževalnik namreč se zdaj razvija v eno veliko pot, tam smo pač ugotovili tudi neke kulturne znamenitosti, rimski vodovod in zdaj razmišljamo, da bomo naredili eno veliko pot, informativno ali pa tako rekreacijsko, ampak samo zato, ker smo začeli sodelovati tudi z drugimi, torej ne samo gradbeništvo vodarji, začeli smo sodelovati z biologi, začeli smo sodelovati z kulturniki, ki pač vidijo v tem prostoru neke zanimivosti. In z tem odpiranjem in da vsak razume pomen tega prostora, se začenjajo pravzaprav uspešni projekti, ki niti niso finančno velik zalogaj, ampak pomenijo pa za tisto mikropodročje en velik napredek. Ja, če nadaljujem za gradbeništvo, jaz vidim prihodnost gradbeništva dejansko v spremembi miselnosti, se pravi iz neke konzervativne gospodarske panoge na
z inovacijami je potrebno narediti en miselni preskok in seveda glede na to, da so projekti vedno bolj kompleksni, ne, da praktično posegamo v vse veje življenja in če hočemo še v to vključiti človeka, ne, in njegove potrebe, potem je seveda to izjemno zahtevna naloga in jaz sem prepričan, no, kot sem že na mojem primeru 5-letnega dela in uspešnih rezultatov z inovacijami v gradbeništvu, verjamem, da je to prava pot tudi za vse ostale na tem področju. In bi še enkrat mogoče se vrnil za en korak nazaj, ne, tudi veliko težav gradbeništva, ki smo jih bili priča v preteklih letih, je zaradi tega, ker je bilo premalo pozornosti namenjeno razvoju in pa inovacijam. Zdaj, pri prometu bi jaz šel najprej na konca. Ne? To je podobno, mislim, kaj želimo s tem doseči. Zdaj, promet je po mojem prepričanju samo sredstvo za doseganje mobilnosti. Mobilnost je pa tisto, ne, kar mora pač neka urejena država zagotoviti svojim državljanom. Zdaj, tudi upravljanje mobilnosti je zelo pomemben aspekt in tukaj zopet trčimo na ta horizontalen ali pa horizontalen vidik, integracija s prostorskim načrtovanjem, z načrtovanjem turizma, šolstva, zdravstva in tako naprej, nikakor ne samo ta ozek infrastrukturni vidik. Ne. Druga stvar pa spet, ne, to je problem do teh dokumentov, ne, če se samo še dotaknem naših prometnih dokumentov. Prvo, kar je, ne, se trajnostna mobilnost se že posod omenja, ampak spet kot ena od vrst mobilnosti. Namesto da bi bila ta trajnostnost integrirana v vse vidike, ker pač si predstavljam, da bo 21. stoletje trajnostnega razvoja, ali ga pa pač kot pravimo včasih tudi ne bo, ne? Je to vedno kot nekaj tista, ne? Malo dražji, pa malo boljši, vsi ostali pa po tem principu business as usual. In dokler, problem je spet pri teh ciljih, a ne, in spet, ko odpreš nek dokument, začnemo z cestami, avtocestami, na koncu pa železnice. Ne? Zdaj upam, da je to po abecedi, ne? Upam, da je to po abecedi, da ni po prioritetah. Ampak težava je v razmišljanju, da mobilnosti ne zastopimo kot nekaj izrazito prometnega, kot izrazito motorizacijskega, nikakor pa ne kot sredstvo za neko kakovost življenja, ki jo moramo integrirati v vse ostale vidike. Zdaj ne vem, mogoče je tako, no, da najprej je, po eni strani je to odpiranje, ki na vseh koncih in krajih nekako prihaja ven in to sodelovanje medstrokovno je pač nekaj, kar vzbuja tudi na področju prostorskega načrtovanja upanje. Ne. Zdaj, če smo zdaj naprimer v eni taki fazi, ko prihaja do takih očitkov, ne, ko nekdo reče, prostorski načrtovalci ste dovolili razpršeno gradnjo. Ne. Pa se meni to zdi, da pač to je treba očitno slišati in tudi povedati, to je potem pač en tak korak, pred tem, da se začnemo pogovarjati. Ne. In zdaj, če druge strani od prometa do, ne vem, ne, čistilnih naprav in to ravnanja z odpadki tudi razmišljajo interdisciplinarno v tem smislu, kako se dotikajo dejavnosti drugih, smo na dobri poti, da se bomo začeli tudi pri tej dosti inicialni dejavnosti, se pravi načrtovanju razvoja v prostoru, bolj pošteno pogovarjati. Ne? Da bomo začeli sodelovati manj takole tunelsko, je res dober izraz, tako danes teče prostorsko načrtovanje, namesto da bi teklo tako sodelovalno. Seveda je pa pač inovacija ali pa napredek je pa ta, kjer pa tudi zbuja čas pričakovanja, ne, čas drugih mnenj ali pa dvoma, ne, ki je tako zelo modern, je pa ta, ki pač odpira prostor ali pa polje razmišljanja in odločanja seveda za vse udeležence, ne glede na to, kakšna je njihova organizacijska vloga v strukturi sistemov ali pa sektorjev. In tukaj jaz mislim, da smo tudi še mi na enem zelo praznem polju, da Slovenija ne pričakuje veliko od participacije, od dogovornih odločitev in od sodelovalnih modelov upravljanja. V resnici je pa tukaj po mojem en velik kapital še. No? Kapital, ki se skriva, tako kot rečeno, ne samo v disciplinah ali pa v instrumentalizirani stroki, ampak tudi v ljudeh kot takih. No? Tako da jaz verjamem v potencial sodelovanja. Hvala lepa. Mi bi lahko še
tukaj lahko bi imeli cel dogodek, v bistvu na to teme, morda ga celo bomo, ali pa morda ministrstvo to zorganiziralo v prihodnosti. Jaz bi samo zaključila z ključnimi besedami, ki sem jih slišala iz tega, kar ste tukaj povedali, ki bi jih rada kot popotnico nam, da si jo vzamemo v žep ali pa na notesnikih. Večnamenskost, prilagodljivost, presečišče strok, tehnološki preboj od linearnega v krožno in transparentnost z odprtimi procesi. Tako da v tem duhu predajam, bomo mi zaključili. Hvala vsem sogovornikom, da ste delili svoje izkušnje, svoje primere in ideje. Hvala.